Recimo Ljudska lista ima v programu izstop iz vseh teh svetovnih organizacij, ki škodujejo državljanom, recimo iz WHO-ja, pa iz NATO, pa še kakšnih finančnih ustanov. Mislite, da bo to možno izpeljati? Mislim, da ne. Zadnji poskus, da bi se razblinil dualizem vzhoda in zahoda, je bil Titov poskus, da se oblikuje pravzaprav nek pol neuvrščenosti. Ko je postal močan, ko je dosegel 70 in več držav, je seveda se povečal pritisk na njega in na posamične države in je začel razpadati. Ta trenutek so lahko male države izven teh sistemov samo po dogovoru velikih držav. Švica, recimo, pa nekatere druge oaze. Medtem ko druge države, da bi postali finančna oaza, nam prvič premalo zaupajo, drugič imamo premalo zrelo celotno to državljansko zavest in tretjič enostavno ni v interesu teh velikih sistemov. Tu se bi zelo težko skrival denar, zelo težko bi se nekatere stvari dogajale. To se pravi, Slovenija je obsojena na to, da je v nekih sistemih in nekih zvezah. WHO, jaz mislim, da iskati možnosti izstopa niti ne bilo potrebno. Tam se je treba bolj zavzemati, da WHO ne pride pod totalni ameriški nadzor. Ker ta ameriški izstop je bil samo dokazovanje, da niso več zadovoljni in da hoče imeti totalno vso oblast v WHO-ju. Zdaj so prišli nazaj in bojo v lik tega dosegli, odpustili bojo 10% ljudi, ki so prej bili za višjo stopnjo samostojnosti. Lahko se pa tudi obrne, no, ampak WHO se meni ne zdi pomemben, v smislu, da se ga morali bati ravno tako ne UNESCO in druge podobne organizacije. Druga stvar pa je seveda NATO pa evropski sistem. Tu, če se bo enkrat NATO vendarle, bi rekel, osredotočil na tisto, kar je njegova funkcija, to je obrambna naloga, potem NATO ne bo več držal vhodnih vrat v Evropsko unijo, potem mislim, da je bilo zelo koristno, da mi izstopimo iz NATO. NATO namreč ni sposoben preprečevati vojn med državami članicami NATO. To, kar mi mislimo in upamo, da je. Turčija in Grčija sta obe članici NATO, pa je bila vojna. In NATO ni bil sposoben preprečiti te vojne. Mi mislimo, da je NATO sposoben preprečiti, ne vem, hrvaško-slovensko vojno ali pa italijansko nasilje nad Primorsko. Jaz ne verjamem, da je to NATO sposobni, vprašanje, če ga samo zato se splača vzdrževati. NATO, ja, če ne bi postal on iz obrambnega pakta agresiven vojaški pakt ameriškega hegemonizma. Tako kot je bila po svoje, kot je bil Varšavski pakt, na pol agresiven pakt ruskega hegemonizma. Vendar je ta propadel, s padom Poljske je postal nesmiseln, medtem ko seveda je NATO čedalje bolj agresiven in nevaren. Ampak mi, da bi pa šli iz Evropske skupnosti, se mi pa zdi docela nesmiselno. Mi imamo v bistvu ekonomijo, ki je v največji možni meri komplementarna, zlasti zdaj, ko smo večino lastnih podjetij prodali. In zdaj seveda izven Evrope skoraj ni moč preživeti, no, normalno. Tako da tu jaz mogoče malo drugače vidim. Skrbi me seveda ta transformacija NATO
iz obrambnega mehanizma evropsko-ameriškega, ne, v napadalni mehanizem na evropsko-ruski meji. Ne. To pa je hudo. No, ampak z jeseni sem nekaj slišal, da se obeta recimo spet pandemija in da bo WHO imel pravico odločati o vsem po celi Evropi. Ne, tega se ne bo. Pandemija, jaz mislim, da se lahko računamo, da se lahko zgodi, verjetnost je večja, kot da se ne bo, da bi pa WHO odločil. To pa seveda je strašenje ljudi, ki mislijo, da svojo identiteto potrjujejo z odločitvami, ki so nasprotne nekim splošnim pogledom na to zadevo. WHO počenja dost, bi rekel, problemov v evropskem sistemu, ker je evropska farmacevtika dosegla umazan političen sporazum z evropskimi državami, da so seveda po celem svetu veljavne samo cepiva, ki jih proizvaja dejansko Evropska skupnost in Amerika. Noben še ni dokazal, da je bila ruska, kitajska, indijska cepiva slabša. Njihova stopna je reda velikosti, stopna učinkovitosti je reda velikosti evropskih zdravil. Zdaj nekdo bo rekel, ja, smrti pa prikrivajo, seveda, to je zmeraj lahko na ta način diskvalificiraš nekoga, ampak se vprašaš, koliko pa mi prikrivamo raznih oblik smrti, ne? Zaradi enega in drugega. Ampak spet je to ta fašistoidnost belške civilizacije, da nobena druga cepiva na svet ne veljajo kot samo ta, in to seveda je dodatnih 10.000 milijard farmacevtike v nekem daljšem obdobju. Ne? To so umazane igre. WHO pri tem, če je kaj poskušal, je poskušal prepričati razvite, dajte pa svoja cepiva dola. Ne? In jaz sem slišal celo za eno zelo zanimivo upozorilno izjavo, ki jo je dal predsednik Gebre. Je rekel, poslušajte, če ne boste videli cepiv afriškim državam, jih bodo dali Kitajci in Rusi. Potem se pa kar ne čudite, da ko te prišli vi dol, da bojo dol kitajske in ruske zastave. V tem smislu je upozoril. Ne? In res, če pogledate danes, nekatere afriške države so dobile bistveno več cepiv iz Indije, Kitajske, Rusije, kot iz Evrope in Amerike. Ne? Kar bo tudi treba enkrat analizirati, kam to pelje. Ker arhitektura politična sveta se tudi neopazno spreminja lahko, pa potem, ko enkrat vidimo, kaj je zraslo, smo pa zatečeni in začudeni. Ne smemo pozabiti, naprimer, da je Gana najhitreje rastoče gospodarstvo na svetu. In da je Gana edina država z odločitvijo, da se kriminal ne preganja. Kaj to pomeni za civilizacijske norme te družbe?